Skriv sem novinar Radio Televizije Slovenija in bom vodil današnjo novinarsko konferenco, ki jo pred mesecem aprilom, ko obeležujemo mesec slovenske zastave, organizira grboslovno in zastavoslovno društvo Heraldika Slovenika. Kako dobro pravzaprav poznamo slovensko zastavo, kaj simbolizira in katero pobudo so pred 7. aprilom pripravili v društvu Heraldika Slovenika. Z mano sta Aleksander Hribovšek, predsednik društva, in kancler Anže Hobič. Pozdravljena oba. Dobrodošli vsi. Zdrav. Za začetek, gospod Hribovšek, gotovo prve asociacije ob slovenski zastavi ponos, patriotizem, domoljubje, suverenost, enotnost, pripadnost. Kakšen odnos imamo pravzaprav Slovenci do lastne države? Ja, kot ste že malo prej omenili besedo enotnost, to je bistvena pri celotni zgodbi. Če govorimo o letu 1991, tako velike enotnosti, ko smo dosegli recimo v obdobju med plebiscitom in po plebiscitu in med osamosvojitvijo, do danes skoraj ni bilo. In zato se mogoče vedno bolj navezujemo na to obdobje, ki je bilo nekako vrhunec recimo tudi narodovih želja, ki so se uresničile. In zato je prav, da se spomnimo teh časov in da to nas tudi potem nacionalni simbol znova poveže po 30 letih. In ravno zato ta letošnja pobuda, mogoče tudi zato mesec april, ker je 7. april že v osnovi dan slovenske zastave. In zakaj ne bi rešili to na cel mesec? Mogoče tudi zato, ker so aprila državnozborske volitve, da vključimo še to, ampak mogoče o tem malo kasneje. To je pravzaprav nekaj, kar nas žene naprej. Tako. Gospod kancler, marsikdo se verjetno niti ni poglobil v to, kaj pravzaprav ponazarjajo simboli naše zastave. Kako je sploh nastala naša zastava? Kakšna je njena zgodovina? V bistvu je zgodovina slovenske zastave precej pestra. Zdaj je pa seveda odvisno od tega, kako temeljito se poglobimo v njo. Sama slovenska zastava, se pravi trenutna zastava z grbom, je nastala leta 1991. Zanimivo je, da je v bistvu en dan starejša, kot je stara Republika Slovenija, ker je bila sprejeta 24.6.1991 kot ustavni amandma C oziroma pravilno 100. Ustavni amandma k takratni ustavi Socialistične Republike Slovenije. Zdaj, sama zastava pa ima svojo osnovo v slovenski narodni zastavi, ki je pa precej starejša in ima svoj izvor v letu 1948, v pomladi narodov. Nekaj dni nazaj je bila tudi obletnica začetka znamenite Dunajske revolucije, no in prav v marčnih oziroma aprilskih mesecih leta 1948, ko se je slovenski narod tako rekoč prebudil, je ta zastava nastala. Nastala je dejansko na novo. 7. aprila 1948 je bila izpričano prvič izobešena oziroma prinešena v Ljubljano. To je takrat storil znani narodni voditelj, takrat še študent Lovro Toman. Je pa mogoče tudi zelo zanimivo, da sta pa same barve slovenske narodne zastave marca leta 1948 določila Globočnik in pa Kozlar, se pravi tudi študenta na Dunaju. Zdaj seveda lahko gremo pa še nazaj, barve slovenske narodne zastave pa imajo tudi izpričano s strani, kreatorjev, pa imajo svojo osnovo dejansko v grbu Kranjske, se pravi v barvah grba Kranjske. Ta grb Kranjske pa je, s takimi barvami, verjetno, to se čisto točno ne ve, obstajal vsaj od leta 1364, ko je Kranjska postala vojvodina. Približno v tisti čas postavljamo te barve. Tako da, kot vidite, je zgodovina slovenske zastave zelo pestra. Njen, izvor oziroma podlage lahko vlečemo daleč nazaj v zgodovino. Seveda v letu 1991, ko smo potrebovali neko novo zastavo, pa je na to zastavo pač prišel še grb, ki ga je izoblikoval oziroma je bil na natečaju izbran grb, ki ga je izoblikoval akademski kipar Pogačnik. Zdaj noter je pa seveda vključil znane simbole, ki smo jih uporabljali deloma že odprej, se pravi Triglav. Triglav, recimo, za letos je to zanimivo, je prvič v grbu uporabil ravno arhitekt Jožef Plečnik,
letos je Plečnikovo leto, mislim, da leta 34 na Bledu. Mogoče bi tu jaz dodal grb v funkciji znaka naroda. Tako. Ja. Grbi, ki so jih že imeli, tri glave gore in tudi zvezdice že obstajajo. Tako. Pri prav Josipu Pogačniku kot prvem predsedniku vlade, slovenske vlade. Tako. Ampak v funkciji prav naroda, pa prav Plečnik leta 1934, kar je relativno pozno za današnje razmere, če gledamo. Ker vsi imamo v mislih, da je Triglav zelo star simbol. V bistvu je, ampak v funkciji prav, da predstavlja Slovence, pa niti ne. Mogoče vprašanje pravzaprav za oba. Kaj pa tisto obdobje, pravzaprav, ko se je Slovenija osamosvojila, kako je stekel ta postopek, da smo pravzaprav dobili našo zastavo, glede na to, da imamo tako zgodovinsko pestre obrise, ki so nam jo dodelili? Ja, prav, ti bom predal, da nadaljuješ, ampak samo na začetku, tako mi imamo slovensko narodno zastavo, ki smo jo seveda hranili, uporabljali, častili od recimo 1848 naprej. Ampak ta zastava je bila določeno obdobje prepovedana, govorimo o Kraljevini Jugoslaviji, obdobje diktature. Kasneje spet začnemo uporabljati tik pred drugo svetovno vojno in potem dalje. Ampak leta 1991 nismo iskali slovenske zastave, ker smo bili vsi zedinjeni oziroma so bili v takratnem prvem sklicu takratne skupščine zedinjeni, da zastava bo slovenska narodna zastava, iščemo zgolj grb. In na onem natečaju, ki je bili takrat spomladi 1991, so dejansko iskali grb. V osnovi še niso bili pričani oziroma določeni, da ga bojo dali tudi na zastavo, ampak potem zaradi določenih političnih tendenc v sami takratni skupščini, ker je grozilo, da amandma ne bo sprejet, so potem je Desus popustil in so dodali na koncu grb na samo zastavo, s tem, da ja, to sta naredila Pogačnik in Bučar v bistvu zelo na hitro, ker se je mudilo. Dobro, gospod Hribovšek, če ostaneva pri vas, zdaj veliko pomislekov je, kdaj in kako pravzaprav uporabljati našo zastavo. Obstaja kakšen poseben protokol? Ja, veliko jih je zdaj, od spoštovanja same tkanine, do seveda, kako je vrstni red na drogovih, kjer jo izključno izobešamo. Zastava ni prt, zastava ni rjuha, zastave ne vržemo čez okno. To je nacionalni simbol, zato tudi kot tako seveda uporabljamo. Zato, če boste kdaj videli, da je kakšna zastava na mizi, da kaj prekrije, tudi na voliščih, kateri se seveda bližajo kmalu, in to povejte, da dejansko ne gre za pregrinjalo. Seveda, edina izjema pri tem je pokrita krsta, ker to je pa potem drugačen način izražanja in seveda spoštovanja tega simbola do samega pokojnika, ampak načeloma pa nikakor ne. Zato pomembni vrstni red pomeni, da se zastava ne dotakne tal, kadar jo izobešamo na drog. Pomembno je, da je čista, oprana, pomembno je, da je zlikana, kar je mogoče lep prikaz, mislim, da je bilo leta 1992, ko smo izobesili pred Palačo Združenih narodov. Še vsem mislim, da se je takrat vtisnil tisti prizor, ko je bila totalno zmečkana zastava na drogu v New Yorku. Drugače pa različne oblike seveda uporabe so tudi te, da spoštujemo ustavo in pa zakon o grbu, zastavi in himni. To pomeni, da v teh zakonu in ustavi imamo točno določeno, kako zastava izgleda. Torej zastava je 1:2. Zastava ni 1:3, kot dostikrat vidimo na recimo drogovih okrog in okrog naše Slovenije. Zastava je zakonsko prepovedano jo izobešati navpično. To pomeni, da si barve slovenske zastave oziroma zastave Slovenije na drogu morajo slediti od vrha navzdol bela, modra, rdeča. In ni debate od leve proti desni ali desne proti levi. Ne, bela je na vrhu, ne ob drogu ali stran. Morda še to, kdaj lahko pravzaprav izobesimo slovensko zastavo? Ja, to je zelo dobro vprašanje. To vprašanje prihaja do našega društva zelo pogosto in tudi ne govorim zgolj o navadnih državljanih, tudi o policijskih vprašanjih na naše društvo. In sicer marsikdo si ne upa, ni prepričan, da sme zastavo svoje države izobesiti, kdajkoli bi on želel. Večina ljudi še zdaj nekako meni, da je edino dovoljeno za državne praznike, kar absolutno ni res.
ta zastava ni recimo v lasti državne uprave, ni v lasti nikogar razen nas. To pomeni, da mi smo država in to je naša državna zastava. Zato jo uporabite, ker je, kot bi rekel, to je zastava vaše hiše. To je simbol vaše velike hiše in je svobodno v uporabi, s tem, da seveda spoštujte jo. Če je strgana, zamazana, seveda pride pa kazenski zakonik posredi in je treba potem tudi to urediti, ampak načeloma brez problema. Dostikrat recimo občani postavljajo vprašanje, ja, sosed ima celo leto izobešeno zastavo zunaj. Ja, čestitajte mu, ampak običajno, ne vem, sosede to moti, kar je nenavadno. Saj mogoče za svetovne razmere, mogoče ni tukaj nenavadno za naše domače razmere, ko smo recimo prislovično skregani med sabo, en sosed z drugim, ampak mislim, da lahko tudi to presežemo. Presežemo tudi tako, da gremo kdaj pa kdaj čez mejo v tujino. Že samo v Italiji so zadeve dosti drugačne. Če gremo pa na sever Evrope, recimo Danska in Norveška sta po glavi zase, tam so zastave venomer izobešene povsod, enako je v ZDA in še kje. Mogoče, če smem dodati, niso tudi državljani, oziroma nismo sami krivi za, bom rekel, tako interpretacijo, češ da se zastava bi izobešala lahko samo v praznikih. Naprimer, mogoče se spomnite, leta 2011 je bila ena debata, ki jo je v bistvu zakuhalo samo Ministrstvo za javno upravo, kjer so občine postavljale točno to vprašanje, pa je ministrstvo najprej dalo navodila, da se lahko zastava izobeša samo ob tistih praznikih, ki so bili določeni leta 1994. Ker kot veste, smo potem začeli dodajati praznike in ministrstvo se je postavilo na stališče, da se lahko izobeša samo na tiste praznike 1994. leta, ne pa tudi na vse praznike, ki smo jih sprejeli kasneje. No, bom rekel, to navodilo občinam je trajalo približno 2 meseca, ker je očitno prišlo tudi do, bom rekel, zavedanja, da so zgrešili, tako da so to navodilo kasneje popravili, so seveda rekli, ja, zastave se je obvezno izobešati na vse praznike, ne samo na nekatere in določene. Tako da, kar se tega tiče, mogoče tudi del krivde v malce slabo napisanem členu zakona, ki to materijo ureja, ampak tudi na tem, bom rekel, v društvu delamo, ampak mogoče kakšno besedo kasneje. No, vemo, da se prav društvo Heraldika Slovenika že vrsto let prizadeva za izboljšanje našega odnosa do slovenske zastave, pa tudi drugih simbolov. Gospod Hobič, nam lahko poveste kaj več tudi o vaših preteklih prizadevanjih? Ja, seveda. Zdaj, naše društvo je ravno tako kot država praznovalo pred kratkim 30. obletnico svojega obstoja, tako da imamo na tem področju, vsi naši, bom rekel, tudi predhodniki v društvu, kar velik določenih izkušenj. Tako kot je gospod predsednik povedal, na naše društvo stalno dežujejo vprašanja, tako da se trudimo svetovati, izobraževati pač ljudi, kako se zadevam pač pravilno streže. Zdaj, mogoče, če bi omenil nekaj projektov, ki so bili namenjeni prav popularizaciji oziroma izobraževanju v primernem odnosu do naše zastave, bi omenil predvsem mogoče 2. To sta v letu 1997 je bila na Wolfovi ulici, kjer je bila prvič izobešena slovenska narodna zastava leta 1948, je bilo urejeno obeležje in pa od takrat naprej tudi društvo Heraldika Slovenika redno skrbi, da tam venomer plapola pravilno izobešena slovenska zastava. V preteklosti smo tudi izobešali slovensko narodno zastavo, ampak je bilo kar nekaj problemov z vandalizmom, tako da smo tisto izobešanje za nekaj časa opustili, bomo pa videli, kako bo v prihodnje. Drugi zelo pomemben projekt, ki dela na zavedanju o pomembnosti slovenske zastave, pa traja nekako od leta 1998 dalje, in sicer na Geosu, kjer se praznuje vsako leto prav dan slovenske zastave. Zdaj, v zadnjem času pa naprimer smo leta 2020 smo pripravili poseben portal izobesizastavu.si, kjer so prikazani na grafičen in, bom rekel, poljuden način pravilnega izobešanja zastave. Tam se lahko tudi vsi pač naročijo na to, da jih stran sama opozori, kdaj prihaja praznik, kdaj se spodobi obesiti zastavo.
Precej angažmaja imamo trenutno tudi okoli urejanja okolice spomenika oziroma mesta prvega izobešanja državne zastave na Trgu Republike. Mogoče kdorkoli se je kdaj sprehodil tam mimo, ve, da v bistvu prostor sploh ni primerno obeležen oziroma je celo zanemarjen, tako da to je projekt, na katerem še delamo, pa se zadeve počasi premikajo. Trenutno sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pridobivamo določena soglasja, da bi se zadeva uredila. Kot sem omenil, smo v letu 2021 tudi izdelali predlog novega zakona o državnih simbolih, ki bi to tematiko, se pravi okoli zastave, zbral na enem mestu in tudi bolj jasno in določno zapisal vso materijo, tako da do teh nejasnosti ne bi več prihajalo. No, smo pa leto 2021, ko je prišlo po našem mnenju kar do lepega, bom rekel, oziroma do izboljšanja odnosa do zastave in je veliko občin v času 30-letnici izobešalo zastave velikanke, smo pa pripravili tudi eno tako stran največjih slovenskih zastav in smo nekako dobili občutek, da je potem ta stran kar generirala nekakšno tekmovanje med občinami, ker se je tistega leta, bom rekel, zelo veliko dogajalo na tem področju in smo dobili v Sloveniji kar nekaj zastav velikank, ki jih prej ni. Preden preidemo k vaši konkretni pobudi za april, bi morda še predstavili konkretno, kako je organizirano društvo Heraldika Slovenika. Organizirano. Dobro vprašanje, ja. Mogoče je nenavadno, ampak naše društvo ni ogromno. Nimamo 500 do 1000 članov, ampak imamo dosti manj. Ampak ni toliko o številkah kot o sami zagnanosti in pa prodornosti, zato naših nekaj ducatov članov zaleže dovolj več kot cela vojska. In smo prodorni vsak dan, padajo nove ideje, kaj je treba izboljšati v tej državi. Zato je nekako društvo ima rdečo nit, kaj lahko še popravimo in gre za društvo entuziastov. Mi smo na nobeni plačilni listi, ampak ima vsak svoje službe izmed nas. Organiziramo od proslav na Geosu, ki bo letos drugače 10. aprila ob 2, do takih projektov, kot je recimo prav nov zakon, ki ga je prej naš kancler Anže že omenil. In ta zakon je ključen, da se ga sprejme slej ko prej, zato ker imamo toliko nejasnosti v tem starem oziroma aktualnem zakonu. Ravno glede, kdaj smemo izobešati, ker ljudje kdaj ne razumejo onega teksta v zakonu in ja, seveda, vedno izobešamo zastavo in zato tudi današnja tiskovna konferenca, da definiramo, kaj lahko še naredimo. In zdaj pravzaprav k vaši pobudi, ki jo lahko vsi vidimo, pravzaprav